Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. Zdaj, ko je jasno, da smo za krpanje bančne luknje porabili kakšno milijardo preveč, politika išče rešitev, kako bi dobila ta denar nazaj. No, pri tem ima tudi nekaj sreče. Tako je predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez danes med obiskom enega najbolj nerazvitih območij v Sloveniji nepričakovano odkril 15 let star bankomat, ki ga ni še nihče uporabljal. No, poglej, tukaj je ta zadeva, zdaj pa vi naredite nekaj iz tega. Se kartico imamo? A PIN kodo imaš? Itak, 1, 2, 3, 4. Prebivalci občine so me ves ta čas spraševali, kaj je ta zadeva z lučkami, ki je sredi vasi. Jaz pa tega res nisem vedel, ker še nikoli nisem videl. Danes sem pa zvedel, da se temu reče bankomata. Lahko, da bomo morali biti tukaj več dni, pač ne vemo, koliko denarja je not, lahko veliko ali malo, dnevni limit je pa pač dnevni limit. Tako da obstaja samo še vprašanje, če ima kdo za prespat, za kak dan, bi bili vam pač zelo hvaležni. Hvala lepa. Je rekla u nas protokola, da lepo odreši, da lahko pol nazaj zlepijo še za drugič. Super. Hvala. Ker ne budete trak. Poleti smo v ustavo zapisali, da ima vsakdo pravico do varne in čiste pitne vode. No, zdaj pa je prišla v javnost informacija, da to ne velja za deževnico. Pravica do padavin pač ni samoumevna, pravi ministrica za okolje. Povprečen Slovenec dnevno porabi več kot 40 litrov pitne vode, predvsem osebno higieno. To je katastrofa, da gre toliko pitne vode za pranje perila in avtomobila, iz piranje WC-ja, čiščenje, zalivanje vrta in trave. Odslej se bo za te primere uporabljala deževnica. Ker se ne bo, bomo to sankcionirali. To se mi zdi zelo pomembno. Od zdaj se dež zaračunava. Dejstvo je, da imamo izredno kvalitetno pitno vodo, a jo uporabljamo za vse živo. Še najmanj pa za tisto, čemur je pitna voda namenjena. Za pitje in kuhanje namreč porabimo le 3 litre na dan. Matej, kako misli vlada spremeniti to nesorazmerje? Cilj je, da bi po eni strani zmanjšali porabo pitne vode, po drugi pa poskušali doseči čim bolj enakomerno souporabo padavinskih vod. Zato bodo lastniki zemljišč in nepremičnin, podobno kot pri dohodnini, na direkcijo za vode morali oddati napoved za odmero deževnice, kar z drugimi besedami pomeni, da bodo vsi tisti, ki živijo na padavinsko obilnejših območjih, zagotovo morali nekaj te deževnice vračati. V Bovcu zdaj pozdravljam našega primorskega dopisnika Gašparja Mišiča. Kaj na to vladno uredbo pravijo ljudje v tem padavinsko najbolj ogroženem delu Slovenije? Dober večer, Ljubljana. Naj takoj že na začetku povem, da so ljudje tukaj izredno nezadovoljni. Prebivalci severozahodne Slovenije, kjer v povprečju pade največ dežja na kvadratni meter, bodo, kot vse kaže, zdaj dvojno nastradali. Najprej zaradi škode, ki jo običajno povzročijo obilne padavine in vodne ujme, no, po vsem tem pa bodo morali še del te deževnice vračati državi. Kako se pride z dežja pod kap, je nezadovoljni domačinom v Zgornjesoški dolini pred dnevi poskušal razložiti sam predsednik vlade. Poglejmo. Glej ga Celjana, kako voz. Daj prižgi sireno, pa ga prehit. Nimam cajta jaz zdaj za to. Ne morem, gospod predsednik, v tem avtu ni sirene. Ja, potem pa vsaj malo hitrej pel, da boš šprical. No, daj no. Jezus, pa kaj je to? Ti ker zapel v njih, vse se bodo umaknili. O ja, tako da šprica, daj še hitrej, če lahko. Kar pač gan pust. Oprostite, šofer se je zgubil vmes. Poglejte, cisterne bodo prišle in načrpale. Samo mi da še rabimo, tako to gre, ne? Ne gre.
Poglejte, meni je naš glavni deževničar Živijo. povedal, da mi vodo imamo zbrano, samo to ni čista deževnica. Ljudje so nosili marsikaj od italijanske flaširane vode, pa tudi nekaj sumljivo rumenih vzorcev je notri, ne? Dežja ni. Glejte, Kaj pričakujete od zdaj nas? ste pač vi tisti, a ne, ki mora ukrepati. Jaz vam lahko dam zdajle veliko koristnih nasvetov na to temo. Že, ko sem se peljal sem po količini luž na cesti videl, da je treba odnos do vode tukaj izrazito spremeniti. Prva stvar, kar je, ko dežuje, moraš biti pripravljen in zbran, a ne? Dobar dan, imate pa krasno barvo las, moram reči. Gospod predsednik nam bo dal nekaj navodil, kako loviti dež, tako da ga pozorno poslušajte. No, poglejte, najbolj pomembno je, da dež ujamemo, preden pade na tla, a ne? Mal vam bom zdaj naštel par različnih variant, upam, da si boste kaj zapomnili, a ne? Ja, če bo sreča. No, kot se kaže, jih je predsednikov obisk malce vendarle pomiril. Ma kje? Ljudje so tukaj še vedno besni kot ris. Razmišljajo celo o bojkotu oddaje deževnice. Pravijo, da je bojo rajše zlili v Sočo, kot pa vrnili državi. Matej, marsikomu še danes ni jasno, na kakšen način, po kakšni metodi se sploh obračunava ta deževnica. Kdo jo bo moral vrniti, oziroma kdo jo bo lahko dobil nazaj? Vzemimo primer. Lastnik 100 kvadratov velike hiše in 1 hektar velikega zemljišča v Bovcu, kjer je povprečna letna količina padavin dvakrat večja kot povprečje v Sloveniji in znaša okoli 3000 mm na kvadratni meter, bo moral vrniti približno 500 litrov deževnice. Za primerjavo, lastnik enako velike parcele in nepremičnine v Istri ali Prekmurju, kjer dolgoletno povprečje ne presega 1000 mm, pa bo od države dobil nazaj okoli 50 litrov deževnice. No dobro, bojim se, da si prebivalci na teh sušnih območjih s temi 50 litri vode kaj veliko ne bodo mogli pomagati. No, menda je vlada kljub vsemu obljubila pomoč prebivalcem severozahodne Slovenije. Tako je, vsem tistim, ki jih bo ta vladna uredba najbolj udarila po žepu, so obljubili posebne subvencije za nakup kvalitetnejših žlebov in vodnih hranilnikov. Pri tem je minister za kmetijstvo opozoril na nekatere minimalne standarde, ki jih bodo ljudje pri vračanju deževnice morali upoštevati. Kolega Mišič, hvala za te izčrpne informacije. Mi pa poglejmo, kakšni so ti minimalni standardi, ki jih napoveduje minister Židan. Za nas je prava samo deževnica, ki ustreza kriterijem in je padla znotraj naših mej. Direkcija za vode ima pravico zavrniti deževnico, ki higiensko, tehnično ali estetsko ne ustreza ali je nejasen njen nastanek. V koaliciji se nam zdi to pomembno in bomo na tem ustrajali, tako da, če nekako povzamem, voda mora biti ujeta v Sloveniji, mora biti čista in predvsem nikoli je ne smete pobirati po tleh. No, to seveda že zdaleč ni edina nevšečnost, ki čaka vse tiste, ki bodo morali deževnico vračati. V Železnikih, tam, kjer skoraj vsako leto poročamo o poplavah, hudournikih in obilici padavin, je zdaj z nami gospod Serpetinšek. Pozdravljeni. Šel! Gospod Serpetinšek, živite na območju, ki je visoko nad državnim letnim padavinskim povprečjem. Imate 10 hektarjev zemljišč, hišo, gospodarsko poslopje in 5 kozovcev. Kar pomeni, da spadate v najvišji padavinski razred. Ste že izračunali, koliko deževnice boste morali vrniti? Ja, mi smo izračunali, da bo treba držav dati okoli 700 do 800 litrov. Je pa tle samo en problem, ne, ker mi to vodo takrat, ko jo rabimo, je ne moramo dati. No, hočete reči, da porabite vso deževnico? Ja, so glih ne. Problem je, ker jo je treba dati vso naenkrat. In to glih takrat, ker jo človek najbolj rab. No, dobro, gospod Serpetinšek, če prav razumem, bi vam bolj ustrezalo, da jo vračate v večjih obrokih. Ja, to bilo loži. Ne mi oni po vsakem neurju spod zaračunavajo, koliko sem dolžan, pa jo bom kuj pripeljal v zbiralnik. Ne, bi pa zdaj jaz tebe vprašal, bobovnik,
ko se tako obvladaš v zvezi s temi zadevami. Ja, kar izvolite, gospod Spretinšek. Da mi ti povej, čigava je pa tista voda, ki mi vsak let klet zalije. Mislite na meteorno vodo? Matej, kako je s tem? Meteorne vode in podtalnica veljajo za nikogaršnjo vodo. Razen, da jo počrpate iz kleti, nimate z njo praktično nič. Celo koristi vam lahko, saj jo pri napovedi za odmero deževnice lahko navedete kot olajšavo. Hvala, Matej. Ste zadovoljni z odgovorom, gospod Spretinšek? Ja, zadovoljen, kvačem biti zadovoljen. Glavno, da so birokratov v Ljubljani sit pa srečen pa na suhem. Hvala lepa za pogovor in lep pozdrav na Gorenjsko. Poglejmo še ostale današnje novice. V paralelnem svetu Norveškega kraljestva so danes izvedli prve parlamentarne volitve. Udeležba je bila skoraj 110-odstotna, večina volivcev pa je svoj glas oddala že zjutraj, ko so v večji skupini prigrmeli na volišče. Sistem imamo. Uneka so za naše volil pofarbamo na oranžen, uneka pa niso, pa na čeren pofarbamo. Da se predsvekaduje črna ovca, ne? No, sicer pa problema ni in ovce točno vedo, koga je treba voliti in če pogledamo sporedne volitve, za mano že vidimo, da se je večina volivcev obrnila pričakovano proti desni. Zdaj pa k današnji zmešnjavi v državnem zboru. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Poslanec Matjaž Han je očitno pregloboko pogledal v torbico kolegice Violete Tomić. Notri je našel škatlo piškotov in jo razdelil med poslance. No, kmalu se je izkazalo, da ne gre za čisto navadne piškote. Gospod Verluga, kaj se dogaja v parlamentu? Čisto na kratko. Pali to! Pali, kaj? O čem govorite? Kaj? Sej ni kaznivo. Kaj ni kaznivo? A ste lahko bolj natančni? Ne, boste malo presenečeni, no. Nam lahko namignete? Jaz nič ne vem. Ko je postalo jasno, da obnašanje poslancev ni povsem normalno, je končno spregovorila Violeta Tomić. Spoštovani, kradljivi poslanci in poslanke, ki ste pojedli piškotek, lahko pričakujete takoj efekt. Če je kdo pojedel več kot en piškotek, bo tako kot Hanžek, ki spi zunaj. Pa tudi Hana že trga in to zna zelo, zelo boleti. Ja, pač sami ste si krivi, kaj mi pa kradete, ker moja roba ni za en. Velika večina s piškoti ni imela problemov, le malce več so govorili in se smejali. Res pa je, da so bili nekateri povsem zmedeni. Drugim, še najbolj poslancu Möderndorferju, je udarilo na čustva. In šele zdaj jaz vidim, kdo so moji pravi prijatelji. 3 leta je traja, zdaj pa takole. Noben noče več sedeti zraven mene. Kaj narobe? A smrdim? A mi z ust smrdi? A sem res tako slab človek? Povejte mi, zakaj ta prazen prostor med nami? Kaj to pomeni? A to pomeni, da bom za zmeri sem? Ja, kar bodite tam, če tako hočete. Me sploh ne zanima. Vi kar bodite tam, kaj me boste rabili, bom pa jaz šel. Pa me ne bo. Mislim, da bi bilo dobro za kolega Möderndorferja, da bi se mal ulegel. Tudi kolega zraven ni v najboljšem stanju, meni pa tudi že črke plešejo in to najprej na levo, pa na desno, pa na levo, kot da dajmo zaključiti z razpravo. Ej, zbud se! Temu predlogu so nasprotovali poslanci SDS. Še najbolj prizadet je bil videti Branko Grims. Kajti dejanska situacija je, da mene nič ne prbije. Ne? In te piškotki so bili narejeni iz ene slabe trave. In ne vemo, česa so vsi zadeti. Drugače si mi jaz naredil en čaj, imam malo suha usta, moram pa zdaj res nekaj nujno popiti, pa tudi trenutno vstati ne moram, pa v bistvu tudi razmišljati. Ne? Tako da odločiti se moramo, ali naročimo pico,
Hamburger ali karkoli drugega, da bo dober. Opazili smo ministra Židana, ki je že pred 11. veselo odkorakal iz službe. Očitno ga je ta tradicionalni jamajški zajtrk tako navdihnil, da je na ulici hitro našel zamenjavo. Jaz sem zunaj srečal Židana, ne. Pa mi je rekel, pejt not vse tam, ki piše Brglez, ne. Pa jim povej, da moraš najprej izkusiti svobodo, ne, preden lahko sploh postavljaš pravila ali pa nekaj takega, ne. Ne vem, rekel je tudi, da bo kosil, sicer zdaj kje zdaj ta kosil. Mene zanima, a bo ta kosil ob enih, a bo ob dveh, a bo ob treh, a bo ob štirih, ne. Če se da prespati, bilo pa super, sem kdaj se lahko da prespati, če se da prespati. Če pa kosilo, ki me že glava boli, pa lačen sem, tako da, a bo kaj sladkega? Sanje nesojenega poslanca so se žal kmalu končale, saj se je v državni zbor vrnil minister in to v spremstvu svojih zelenih fantov in polnih vreč. Gospod minister, kaj imate v rokah? Jaz bi vas rad povabil vse na svoj vikend, ker imam ful robe, vsega polno, vse suho, zadeva je kvalitetna. Zdaj nimam toliko, ni šlo vse skupaj v avto, ne? Vam lahko zrihtam 10-15 gramov, maksimalno 20. Pa še moj šofer vam lahko pripelje, kar je v redu, ker imamo res dobro robo. No tako, zdaj vendarle veste. Na vrsti zadnji tango, pogovorna rubrika Marcela Štefančiča. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Račkofa, veliko čast mi je, da vam lahko nocoj predstavim 77-letno gospo, ki še vedno spi z rdečo zvezdo, Svetlana Makarovič, živo. Živijo. Ok, dobro, daj, enkrat ste to vprašali, kakšna je pozitivna plat staranja, ne pa si rekla, da je ni, ne. Razen, valjda, da je blizu večni počitek, ne. No, nič lepega ni v staranju, nobene lepote ni v tem, da te ob vsaki spremembi vremena zbada v kosteh, da rabiš nov kolk, pa nanj čakaš dlje kot na smrt. Ok, dobro, Bernarda Jeklin se je zadnjič v intervjuju z Vesno Milek spektakularno poslovila od televizijske publike, ne. Povedala je, da se veseli posmrtnega življenja, da se veseli tega, ne, da bodo njen pepel dobile ribe, ne. No, jaz v to posmrtno življenje ne verjamem, ko me ne bo več, me pač ne bo več. In zakaj bi se sekirala? Sej ne bo nobena tragedija. Upam samo, da bo kdo poskrbel za moje muce v Žabji vasi. Ok, ampak na tem svetu še nisi rekla zadnje besede, ne. V igri imaš nekaj velikih projektov, ne, od šansonov do opere in poezije. No, ne vem, kaj se tu dogaja, ampak zadnje čase iz mene bruha neka neverjetna energija. Ravno prejšnji teden sem napisala en krasen šanson in je tako je svež, da bi ga najraje zapela. Valjda ni problema, valjda se pa na temle klavir. Ja, pa je oglašen. Kle na RTV-ju je vse oglašeno, ne. A to je pa krasno. Ok, dobro, ampak kaj bo zapela, ne? Uspavanko za Ivana. Ok, izvoli. Dame in gospodje, ekskluzivno v Bučkah Svetlana Makarovič in njen najnovejši hit Uspavanka za Ivana, ne. Za vozom teče kuštrov fant, iz blata raste črni cvet. Teci, ministrant, voz se pelje v kruti svet. Zame si največjo zvezdo, jo proda za prvo mesto. Z jame pride sosed Franc, ta prokleti domobranc. Voz zdaj pelje dec brez las, smeje se in se je strah. Vozi, vpina glas, preden se povrneš prah. Vozi, terej, vpina glas, preden se povrneš prah. Preden se povrneš prah. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, to je bila neuničljiva Svetlana Makarovič, mi pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Živ! Pozdravljen, Zmago, kakšne so nocojšnje športne novice? Novice kot novice, če hočeš ti jih lahko zapojem. No, mislim, da smo nocoj dovolj prepevali.
Dolgo se je ugibalo, kje bo Igor Bavčar, težki center slovenske osamosvojitvene reprezentance, nadaljeval svojo bogato kariero. Za njegove usluge so se zanimali tako v Kopru kot v Mariboru, bil je celo kandidat za trenerja ženske ekipe na Igu. A na koncu se je vendarle odločil za naš najbolj zvezdniški košarkarski klub. Na Dobu bo preživel naslednjih 5 let. Jaz se zelo veselim igranja, ker sem od kolegov, soigralcev do zdaj slišal samo dobre stvari o zaporih na Dobu. Za njih sem pripravljen pustiti srce na igrišču. Dejstvo je, da prihajam v vrhunsko ekipo, tu igrajo vrhunski igralci, kot so Kordež, Šrot in ostali. Pripričan sem, da s tako ekipo lahko posežemo na vrh. No, iz preprostega razloga imamo dober sistem in najkvalitetnejše moštvo in naši igralci so stalno pod vrhunskim nadzorom in do zdaj smo imeli z Zoranom Talerjem visokega centra, sam čez vikend je bil, zdaj ga bomo imeli pa čez cel teden, kar je super. Je pa posebnost pri Igorju Bavčarju, da ko naredi osebno napako, ima vedno zanjo zdravniško opravičilo. Povsem drugačne skrbi ima naš nekdani nogometni as Sebastian Cimerotič. Odkar je Olimpijo prevzel biznismen Milan Mandarić, se je popolnoma zresno. Nima več časa za prijatelje in oboževalke, ampak se ves čas druži z Mandarićem. Gleda ga kot boga. Zanimalo nas je, kakšna je pravzaprav njegova formalna funkcija v klubu. Če si kot igralec kaj želiš, si pa želiš imeti tazga idola, kon, ki je res fulcar, to je toliko ogromno emocij, da vidiš človeka, ki res toliko vlada fuzbal, ima velik karakter, da vlada fuzbal, toliko vlada fuzbal on. Od prvega kroga sem njegov asistent, čist imam finance, pogodbe, pa take ogromne malenkosti. Gospod Mandarić, Miha Žibrat, RTV Slovenija. Kakšen je vaš odnos s Sebastianom Cimerotičem? Ja ne znam, kdo je ta človek, šeta skozi za mano, hoče neki, nosi mi kavu, sprašuje, da bo honorar in ja. Jaz ne vem, odkot se je vzel, a v Olimpiji so rekli, da je dober človek. Spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Spremljajte nas na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTubu ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo soboto zvečer, lahko noč in miren spanec.